Tokrat v občinskem informatorju. V mariborskem vodovodu jutri volijo nove nadzornike. Na Ptuju v sklopu sanacije po poletnem neurju zasadili prva drevesa. Na posvetu Mladi in kriminal o vse večji zasvojenosti mladih z drogami. Zlati kosmatinec Vurberg. Društvo Marjecice je pripravilo 22. razstavo. V Miklavžu slavnostno odprli cestno povezavo med ulico Kirbiševih in Ptujsko. V Pivoli praznik šnopsa. Lepo pozdravljeni. Pred jutrišnjo izredno skupščino Mariborskega vodovoda, na kateri bodo obravnavali oba predloga za menjavo nadzornikov, je Mariborski vodovod predstavil rezultate raziskave, ankete med lastniki, uporabniki in dobavitelji. Ni šlo pa brez komentarja na skorajšnje nove volitve nadzornikov. Poglejmo, kaj so povedali. Na jutrišnji skupščini Mariborskega vodovoda bodo obravnavali oba predloga, tako predlog mariborskega župana Saše Arsenoviča o menjavi vseh 4 nadzornikov z novimi, kot tudi dodaten predlog občin upravne enote Lenart, ki namesto novega kandidata za nadzornika Damjana Škrinjarja predlagajo drugega kandidata Vita Kranerja. Naši lastniki imajo pravico postaviti nadzorni svet. Seveda vprašanje potem je, kakšne osebe pridejo v nadzorni svet, ali so te pripravljene delati v dobro, javnega podjetja. Jaz si želim, da bodo prišli najboljši, to pa bo seveda odvisno od četrtkove skupščine, kako se bodo odločili glede na dejstvo, da seveda pripravlja upravna enota Lena, občina upravne enote Lena pripravlja nasprotni predlog in se bodo do tega morali opredeliti vsi lastniki. Zagotovo vsi lastniki se bodo morali opredeliti, vseh 19 občin. Tako, ja, pravica je vsakega, da pristopi. Občine bodo množično potrdile, so praktično vse občine prisotnost na skupščini, na drugi strani pa bodo seveda potem odločali o 2 predlogih in potem bomo videli, kako bo tudi bodoče z delom nadzornega sveta. Omenjen je bil ponovno gospod Škrinjar, ki je nekoč že bil tukaj v nadzornem svetu. Lahko komentirate, mogoče si ga želite ali ne želite v podjetju oziroma v nadzornem svetu? Prav gotovo je to precedens v Sloveniji, da nekdo, ki je bil predčasno odpoklican z nadzornega sveta, da se vrača nazaj v nadzorni svet podjetja, v katerem ni želel več delovati, tako da upamo, da bo prišlo do pametne odločitve. Do odločitve vseh 19 občin bo treba počakati do jutri. Je pa Mariborski vodovod ponovno izvedel anketo med lastniki, uporabniki in dobavitelji. Direktor pravi: Mariborski vodovod že v bistvu 8. izvaja anketo med našimi lastniki, našimi uporabniki, dobavitelji in seveda tudi zaposleni naredijo, pregled odnosov in seveda, samega dela Mariborskega vodovoda znotraj. Lahko rečem, da seveda so ti rezultati zelo spodbudni, ocene so nadpovprečne, v bistvu lahko govorimo o tem, da seveda so naši lastniki zadovoljni s tem, kako izvajamo javno službo na območju njihovih občin, uporabniki pa so v veliki večini sprejeli dejstvo, da so te storitve naše javne službe kvalitetne. 90% jih meni, da izvajamo oskrbo ažurno in seveda tisto, kar je najbolj pomembno, da je voda odlična, kar je seveda tudi naš končni cilj. Zadovoljstvo pa so izrazili tudi zaposleni. Spremljamo posamezne vidike, kot sem že omenila, so stalnost, možnosti napredovanja, možnosti izobraževanja, potem delovni čas, delovni pogoji. Ocene se ponavadi pojavljajo vedno na visokem nivoju za delovni čas in pa stalnost zaposlitve, tako da tudi letošnja anketa je pokazala enako visoko kot pa prejšnja. Glede na odgovore vseh deležnikov v anketi velja, da so zadovoljni storitvami in delom Mariborskega vodovoda. Jutri pa je odločilen dan. Izbirali bodo nove nadzornike, o čemer bomo poročali tudi mi. Na Ptuju so včeraj po julijskem neurju, ki je prizadelo mesto, podrta drevesa nadomestili z novimi. Predstavniki mestne občine so prvih 15 dreves zasadili na območju Ljudskega vrta. Tudi v prihodnje si želijo zasaditi čim več dreves in mesto ponovno narediti zeleno. Pri zasaditvah pa so sodelovali tudi učenci osnovne šole Ljudski vrt Ptuj.
Sredi poletja je najstarejše slovensko mesto prizadelo hudo neurje, v katerem so izgubili tudi več kot 400 dreves. Po opravljenih popisih so škodo ocenili na 2,5 milijona evrov, sanacija pa bo po besedah ptujske županje precej dražja in bi lahko stala tudi okoli 7 milijonov. K sanaciji z zasaditvijo novih dreves so pristopili že v tem tednu in skupaj z donatorji na pobudo Društva prijateljev Ptuj, ki ima sedež v Ljubljani, pričeli z ozelenitvijo mesta. Z današnjo akcijo smo res zelo zadovoljni tudi z odzivom vseh podjetij, ki so k temu pristopila. Verjamem, da bojo sledila še druga, da bomo v naslednjih mesecih in letih posadili še več dreves in da bo ta akcija ostala skoraj, da jaz si želim kar tradicionalna, letna, da bomo vsako leto posadili nekaj novih dreves. Jaz mislim, da je res nujno potrebno, da preko takih akcij sodelujemo, se povezujemo in da res skrbimo za našo skupnost in jaz mislim, da ni nič slabega v tem, če si pomagamo tudi na ta način. Ideja je tako zrasla daleč stran od Ptuja pri Društvu prijateljev Ptuja s sedežem v Ljubljani. Ker je to v splošno korist vseh občanov občine Ptuj. In mi kot Društvo prijateljev Ptuja, ki občasno ali stalno živimo v Ljubljani, nam je interes, da se Ptuj vsestransko razvija in tudi olepšuje. In prav gotovo bo ta posaditev prispevala k obogatitvi in polepšanju našega nadvse lepega mesta Ptuj. Brez donatorjev, ki so pristopili s finančno spodbudo, do uresničitve ideje ne bi prišlo. Trdnina Ptuj dejansko deluje v največji meri na Ptuju in v okolici, zato je tudi neka naša obveza, kot tudi del strategije, da vračamo v to okolje in tudi mi moramo skrbeti, da je to okolje lepo, ohranjeno in da se seveda razvija tudi naprej. Pri prvi zasaditvi so pomagali tudi učenci osnovne šole Ljudski vrt, ki se zavedajo pomena dreves. Pa tako, malo da pomagam šole. Za mene so drevesa pomembna, da imajo ambitija dom. Pa zate so tudi pomembne? Ja, zato ker pretvarjajo ogljikov dioksid v kisik. Za zdaj zasaditev novih dreves načrtujejo še na ulici 25. maja, Arbajterjevi ulici, Rimski ploščadi in v mestnem parku. Na posvetu Mladi in kriminal, ki je potekal v Narodnem domu Maribor, so največ pozornosti namenili zasvojenosti mladih in povezovanju različnih organizacij, ki s svojim delom preprečujejo zasvojenost, jo prepoznavajo in ukrepajo, da mladi ne bi padli v zasvojenost z drogami oziroma bi našli pot iz pasti. Organizatorji posveta so opozarjali, da je pomembno, da se o zasvojenosti govori in da se informacije prenese tudi do staršev. Organizatorka posveta, sicer tudi kriminalistka Policijske uprave Maribor Simona Lilek, je izpostavila dejstvo, da je pomembno, da se o tej pereči temi zasvojenosti mladih z drogami čim več govori. Kot pomembno je izpostavila tudi dejstvo, da se starše ojača in da tudi oni razumejo problem in da znajo reči ne. V Sloveniji tudi velja hora legalis, 16-letniki ne smejo in ne morejo biti po 24 uri v gostinskih lokalih, kjer se toči alkohol, pa če pogledate pretekle dogodke, ki so bili namenjeni ravno šolarjem, se je točil alkohol, se pravi, starši tudi morajo biti tisti, ki rečejo ne, ne moreš ven, ne smeš ven, prepovedano je, seveda je pa naloga vseh ostalih, predvsem tudi nas policije, da nadzorujemo to in da seveda tudi ustrezno ukrepamo. Če pogledate preko meje, Italijani so pred kratkim na meji zaprli en lokal za teden dni, ker so točili alkohol mladoletnim osebam. Z drogami je pa še večji problem, če pogledate številke, 9000 mladoletnikov, se pravi vsak drugi mladoletnik je probal drogo, je to potem številka v Sloveniji 9000 in če tiste 4%, ki jih je predavateljica omenila, to je okrog 700 kaznivih dejanj vsakodnevno. Pomembno vlogo pri preventivi in preprečevanju kriminalnih dejanj povezanih z drogo ima zagotovo tudi policija. Tematika je vedno aktualna, ob tem pa so poudarili, da je pri tej problematiki še posebej pomembno oziroma nujno sodelovanje različnih institucij. Ja, problematika drog je prisotna. Dejstvo je, da se to najbolj opaža na teh večjih prireditvah, kjer mogoče lahko sami ugotavljamo, da seveda pričakovano je, da je več kršitev glede na to, da je večje število ljudi. To je en izmed pokazateljev, da ta problematika obstaja in temu primerno se tudi policija odziva.
Policisti tako poudarjajo, da je ključnega pomena tudi sodelovanje s šolami, starši in institucijami, ki se ukvarjajo z odvisniki. Sodelovanje je sicer zelo dobro, se pa trudijo, da bi bilo še boljše. Droge so namreč prisotne povsod, opozarjajo. Posebna tema posveta je tako bilo tudi predavanje o uporabi pametnih drog, ki jih kot stimulance možganov jemljajo predvsem študenti. Njihova uporaba je izredno nevarna, saj lahko povzročijo hude stranske učinke. Raziskavo so izvedli na Tehniški fakulteti Univerze v Mariboru, v vzorcu 298 študentov pa jih je le 4,5% odkrito priznalo, da uživajo ali so uživali pametne droge, ki naj bi spodbujale kreativnost in pomagale pri osredotočenosti. Obstajajo samo domneve, namreč ni še nobenih medicinskih raziskav, znanstveno utemeljenih raziskav iz tega področja, zato je tukaj tudi veliko vprašanje medicinskih stranskih učinkov. Tako da uporabniki pa menijo, da nekajkratna uporaba jim naj ne bi škodila, dolgotrajno uporaba pa v bistvu bi naj škodila. Domnevajo, da bi šlo najbolj za depresijo, anksioznost, nespečnost, pa morda tudi kakšne težave s prebavili in ledvicami. Raziskavo o uporabi drog med mladoletniki so izvedli tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, podatki pa so zaskrbljujoči. In med 15-letniki smo ugotovili, da okrog 20% je takih, ki so že kdaj v življenju uporabili konopljo. Če pogledamo primerjavo s 4 leti prej, ugotovimo, da pri 15-letnikih uporaba konoplje ostaja na približno enake ravni. Prvič smo pa naredili to raziskavo tudi med 17-letniki, tam je pa situacija nas je kar nekoliko presenetila, saj je tako rekoč že skoraj vsak drugi 17-letnik poročal o tem, da je že kdaj v življenju uporabil konopljo. Raziskava je razkrila tudi zanimiv podatek, da je med dijaki prisotna tudi uporaba kokaina, kar je zaskrbljujoče dejstvo, ki bo zahtevalo še dodatno pozornost. V Kulturnem domu Vurberk so podelili nagrade za najbolj urejene domove na področju krajev, ki sodijo v Vurberško župnijo. Vurberk, Gomila, Grajnščak in Krčevina pri Vurberku podelili so kar 36 priznanj, zlatih, srebrnih in bronastih kosmatincov. Nagrade so dobile ime po roži kosmatinec, ki raste na pobočju Grmade. Akcija ocenjevanja domov, ki spadajo v Vurberško župnijo, je stekla pred 3 leti na pobudo članice turističnega društva Vurberk Violete Vogrinec. Vodja projekta Nataša Žižek je dejala, da je po 3 letih akcije viden trud mnogih udeležencev, ki vsako leto boljše urejajo svoje domove in njihovo okolico. To so pa v bistvu 5 kriterijev po 5 točk in sicer to je splošna ocena v bistvu na celoto, potem cvetje na balkonih, oknih, potem urejenost trate, zelenic, gredic z sezonskim cvetjem. Mogoče bi še v bistvu izpostavila kakšne takšne posebne, v bistvu, ko ljudje vidiš, da vložijo nekaj posebej truda, to še zagotovo kakšna dodatna točka, ne. Moram pa reči, da so ljudje nas zelo presenetili, da so pokazali res vso tisto srčnost, da čeprav je to zdaj 3. leto zapored, je že opaziti, da se trudijo, da zasajujejo nove cvetlice, v glavnem vlagajo še dodatno tisto svojo moč, da jim to res nekaj pomeni. Hkrati pa smo tudi, ko se vračamo vsako leto, res toplo sprejeti. Da jim urejanje in ocenjevanje res veliko pomeni, pa so povedali tudi udeleženci. Jaz rože vzgajam sama. Najbolj pri srcu so mi pelargonije, zato imam kar precej visečih in stoječih pelargonij. Drugače pa imam rada starejše sorte rož, ker so manj občutljive, ker se pač nagibam k ekologiji in da ne uporabljamo škropiv in tega jih tudi negujem, če je potrebno, z domačimi čaji, z pripravki kropiv in podobno. To imam največje veselje. Lepo okolico, čisto okolico, pa skrbim pa zaradi tega, ker to je ob cesti, glavni cesti, prometne ceste, ker vidijo turisti, vsi, ker grejo mimo,
če je urejeno, da je lepo okolje. Predsednik turističnega društva Vurberk je poudaril, da je z urejenostjo domov v domačinov urejen tudi njihov kraj in s tem dobivajo zaokroženo celoto, ki se širi v več občin. Sodelujoči se seveda vseh teh občin, moram reči, da me je izredno veselje, da so letos župani vseh treh občin potrdili udeležbo in seveda smo neizmerno veseli, da pridejo med nas in da vidijo dejansko, kako se ljudje sami po sebi, tudi torej naši sokrajani in njihovi sokrajani, naši sokrajani in seveda naši člani trudijo za okolje in za urejenost hiš. Zato ne preseneča, da so letos podelili kar 11 zlatih kosmatincev, 16 srebrnih kosmatincev in 9 bronastih kosmatincev. V atriju Selniškega hrama kulture Arnolda Tovornika so ročnodelke društva Marjetica odprle že 22. razstavo svojih del. Ustvarjalke v društvu so celo leto izredno aktivne, o tem pa smo se na razstavi lahko prepričali tudi sami. Vsaka razstava je nekaj posebnega in tudi tokratna ima posebno tematiko. Tokrat so ustvarjale ure. In smo naredile vsaka v svoji tehniki, nekatere smo kleklale, druge so naredile okičipko, tretje so spet polstenje izvezle, tako da imamo kar čez 20 ur visečih ur na steni in pa tudi na mizah imamo kar precej izdelkov. Vsaka si svoje pač predstavlja, potem se malo posvetujemo med sabo, kaj boš ti, kaj bom jaz, če katera kaj ne ve, si pomagamo, predvsem takrat, ko imamo svoj krožek, enkrat na teden se sestajamo po 2 uri, zdaj, če katera kaj ne zna, je druga pokaže, je da kakšno svoje mnenje, tako da smo vedno usklajene nekako, da si pomagamo drugi. Ročnodelke uporabljajo različne vrste vezanja, kleklanja in kvačkanja, za kar so potrebne spretnost, potrpežljivost in seveda tudi ustvarjalnost. V društvu je sicer 20 članic, ki aktivno sodelujejo in ustvarjajo celotno leto. Čeprav si želijo še nekaj mladih pritegniti v svoje vrste, se zavedajo, da danes čas ni zaveznik ustvarjalcev. Zagotovo pa je želja, da ohranijo tradicionalno umetnost ustvarjanja raznovrstnih vezenin. Za tehniko pergamano. To je ena zelo stara tehnika, to že več kot 100 let. Razvila se je na Nizozemske, v teh državah Baltične, Severna Evropa. Večinoma se je delalo samo z rustične orodje, da je tehnika napredovala, pa so bolj moderne orodje, ampak še vedno tehnika je zelo zamudna, ker je zelo delikatna, ker se dela na papirju. Vaše izdelke ste pa dali tudi na tekmovanje, kjer so dosegli dobre rezultate. Ja, v Anglijo. To naprimer, če imamo eno ki je temo morje, to je bilo poletje, sem dobila 5. mesto in za jesen sem dobila 4. mesto in pričakujem zdaj za zimsko temo bom spet tekmovala. Dejansko prikažemo vsako leto uporabo čipke na nekem drugem področju. Ne samo prti, zavese, posteljnina, ampak res tisto nakit, bluze, šali, torbe, zdaj imamo ure. Vsako leto pač pokažemo, da se čipka da vkomponirati kamorkoli. Sploh v domu, v gospodinjstvu, je zelo uporabna. Ročnodelska razstava vedno privabi množico gledalcev, ki si z navdušenjem ogledajo dela, ki so prave umetnine. Vedno pridem. To je nekaj prečudovitega, te ženske imajo zlate roke. In tudi druženje jih nekaj veže, ampak prekrasne stvari delajo. Naj samo še dolgo ostanejo take. Vsako leto nekaj posebnega pripravijo, da smo zelo zadovoljne, no pa presenečene, pa se zelo potrudijo. Zelo lepo so izdelane, natančno. Ja, zadovoljne. Prihajamo sicer iz Benedikta, ampak zelo smo zadovoljne tukaj. Vsako leto smo tu na razstavi. Sigurno, da mi je všeč samo vse, kaj delajo. Kaj zmorejo vse to ženske roke napraviti, da je idejno. Vsako leto pridem tudi na to razstavo in se ogledam malo. Letošnjo otvoritev razstave so sicer popestrili tudi s krajšim kulturnim programom in kasnejšim druženjem ob izdelkih, ki so pritegnili oko vsakega obiskovalca.
Prejšnji petek so v občini Miklavž na Dravskem polju svečano odprli novo povezovalno cesto od ulice Kirbiševih do Ptujske ceste. S to povezavo so pridobili pomembno pot skozi občino iz smeri do Goš in Pobrežja. S celostno ureditvijo težave na ulici Kirbiševih so se tako rešili rak rane, kot je težavo poimenoval miklavški župan. Gre za glavno tranzitno pot skozi našo občino v smeri do Goš in pa Pobrežja v Mariboru. In te ulice smo se lotili sistematično. Ta faza danes, tako imenovana tretja faza, je bila ena najpomembnejših, ena najbolj tehnično zahtevnih. To pa zato, ker smo obstoječo ulico Kirbiševih na novo prometno povezali z Ptujsko ulico. In ta ne samo, da je bila tehnično zahtevna bila tudi z vidika urejanja lastništva in vsega ostalega. In smo izjemno veseli, da nam je to uspelo. In smo ne samo, da ulico Kirbiševih celoti preuredimo po meri ljudi, da jo tudi varno navežemo na Ptujsko cesto. Tako gre za novo povezavo v dolžini 85 metrov, nove pločnike in javno parkirišče s 16 parkirnimi mesti. Gre za pomembno povezavo in pridobitev za krajane občine Miklavž. Če gledamo iz smeri Maribora proti Ptuju, je to levi stran Ptujske ceste in to je eden glavnih izvozov na Ptujsko cesto, tako da ta del naselja ima sedaj kvaliteten izvoz, varen izvoz. Ta cesta sicer ni dolga, je kratka, ampak je pa pomembna iz tega vidika, predvsem iz varnosti. Z ureditvijo parkirišč so se tako rešili problematike parkiranja ob različnih javnih ustanovah, kot je zdravstveni dom, je pa cesta med drugim bila uvrščena tudi na tako imenovani rdeči seznam varnih šolskih poti, kar pomeni, da je bila neustrezna z vidika varnostnega stališča za otroke. S to prometno povezavo so tako cesto uvrstili na zeleni seznam in je tako postala varna šolska pot. Gre za v bistvu ustrezno šolsko pot, katero je najpomembnejše. Tako kot je tudi župan v samem nagovoru v bistvu poudaril, da v prvi vrsti je treba tukaj imeti v misli najranljivejše udeležence v prometu. To so otroci vrtca in otroci šole, predvsem pa šolski otroci, ki to varno pot potem tudi po drugem razredu začnejo samostojno uporabljati. Ker je to kar dolgotrajen in dolgoleten proces, smo toliko bolj veseli, da se je to za torej naše učence oziroma učence občine Miklavž uredilo in da sedaj bodo hodili po ustrezni šolski poti v šolo. Operacijo izgradnje te pomembne cestne povezave je delno financirala Evropska unija, občina Miklavž na Dravskem polju pa bo za projekt pridobila nepovratna sredstva v višini nekaj več kot 27.800 evrov. Sicer pa trenutno na ulici Kirbiševih še potekajo rekonstrukcijska dela, ob odprtju te ceste pa bo nato promet znova stekel normalno, kar načrtujejo, da bi se naj zgodilo ob koncu novembra. Na pohorski tržnici v občini Hoče - Slivnica pa je minulo soboto potekal prvi festival šnopsa. Prisotnih je bilo veliko ponudnikov medenih izdelkov, poskusili pa smo lahko tudi pristne pohorske dobrote. Marsikdo še ne ve, da se lahko iz medu pridela marsikatera dobrota, tako hrana kot pijača. Tokrat smo imeli priložnost poskusiti žgane pijače različnih okusov, pridelav in jakosti. Smo prvi v Sloveniji, ki smo začeli z medenimi zadevami, kot se pravi likeri, medeni šampanci v ozadju pri gospodu Cesarju. In začetek medenih pijač, medenih likerov je bil prav tu v Mariboru in zadeva je v preteklosti malo zamrla in danes je prišla do ideje, da mi začnemo to zadevo ponovno spravimo v pogon in bomo z festivalom šnopsa poskušali iti v prihodnost s tem, da bomo vsakoletne prireditve oziroma festivale prirejali tukaj v Botaničnem vrtu, ki je za nas, bom rekel, kot eno središče tega dogajanja v občini Hoče - Slivnica in bližnji okolici. Tako da se nadejam, da bomo v prihodnjem letu lahko organizirali vse slovensko ocenjevanje vseh teh pridelkov, izdelkov iz medu, šnopsa, kot pravimo mi Pohorci po domače. Tako da mislim, da bo potem ta ocenjevanja in prireditve postale tradicionalne za naš prostor. Osnova za kvalitetne medene likerje je kvalitetno pridelano medeno žganje, ki pa ni edina alkoholna pijača pridelana iz medu. Na festivalu šnopsa smo lahko poskusili tudi penečo medico. Poleg žganja iz medu izdelujemo tudi, bom rekel, penino iz medu oziroma penečo medico. To je ena posebnost slovenska in tudi v svetu, ki smo prvi, ki smo naredili to v
bom rekel, v samem svetu slovenski čebelarji. To je narejeno izključno iz medu in vode, dodanega ni čisto nič vina iz grozdja, tako da je v bistvu že zaradi tega tudi ena edinstvena pijača. Glede na to, da je festival šnopsa v Hočah potekal prvič, se organizatorji kot tudi razstavljavci nadejajo, da bo tovrsten festival postal stalnica. Od meda, ki je osnova v čebelarstvu, iz meda potem lahko predelamo tudi kremne medove, kateri še pri nas žal niso tako poznani. Iz osnovnega kremnega meda pa potem lahko delamo razne kremne medove, ki so z dodatki. To se pravi z matičnim mlečkom, propolisom, cvetnim prahom, čokolado, cimetom, ingverjem, pa še bi lahko našteval. Kako pa kot ponudnik gledate na en takšen festival? Organizatorji pravijo, da si želijo, da bi postal tradicionalen, celo tudi tekmovalne narave. Ja, to je, jaz vedno pravim, da druženje, v bistvu rečemo vedno druženje bolj, ne. To je vedno bolj aktualno, vsaj za nas čebelarje, pa tudi vem, da tudi za vse ostale ponudnike, ne. To je čisto, če zdaj gledamo okoli meda direktno, ne, to je dejansko čisto naravni produkt, ne. Mi smo tudi pod zaščiteno geografsko označbo, se pravi pod slovenskim medom. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo pod 24-urno kontrolo, non-stop, ne, da ni tista primerjava, kaj ljudje primerjajo z trgovino, pa rečejo, kakva je cena, ne. Tako da jaz jim včasih rečem, ne, malo poglejte, kaj kupujete, pa probajte, ker lahko degustirajo, pa vsak se ne odloči sam pol. Ob pokušini žganih pijač so pripravili tudi predstavitve teh, za vse sladkosnede pa so bile na voljo tudi palačinke z medenim likerjem. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Jutri bo v Vuzenici folklorna skupina Mi smo fajn praznovala 5. obletnico delovanja v Modri dvorani s pričetkom ob 17. uri. V petek, 15. oktobra, bodo v Mariboru slavnostno otvorili prenovljeni skate park, v Vuzenici pa bodo v petek ob 16. praznovali otroški Halloween v parku. Ob 70. obletnici Gasilske zveze Maribor pa v petek pripravljajo svečano proslavo ob 17. v Narodnem domu. Ob 14. pa bodo na trgu Leona Štukljam pripravili postroj gasilskih vozil. Toliko za enkrat, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in embereport.si. Želim vam lep večer še naprej in nasvidenje.